No, en lep dober večer, zdaj še enkrat na Kalivitini delavnici. Lepo, da se nas je zbralo trenutno 18, mogoče se nam še kdo pridruži. Skratka, današnja tema je, kako zdaj z obrazno vadbo in posebnimi tehnikami vzdržujemo oziroma si lahko tudi pomagamo do nekega bolj svežega mladostnega videza. Bo pa seveda naša magistra Mojca Perko z nami delila še par drugih koristnih nasvetov, ne samo te konkretne vaje, tako da jaz se dejansko zelo veselim tudi tega drugega dela. Seveda smo znova pripravili ene slajde, tako da bomo delili v bistvu zaslon, da boste vi tudi lahko vse te nasvete spremljali, prebrali, si tudi potem pogledali na slikcah, medtem ko vas bo Mojca seveda usmerjala in vam podajala zraven razlago. Še enkrat lep pozdrav vsem. Upam, da vam je bil prvi del všeč, da vam je bil koristen, da boste našli pozitivne stvari zase, za svoje najbližje. Zdaj pa še mogoče malo z drugega vidika pogledamo GlenUp oziroma z Majo smo izbrale, oziroma nismo niti kaj dosti zbirale, ne? Pustile smo prvo misel in smo kar pustile lepotni nasveti. In prosim, pa bi kar začeli. Pozdravljeni, lep večer še enkrat vsem skupaj. Začenjamo z drugim delom GlenUpa in sicer danes bomo naredili en kratek sprehod skozi lepotne nasvete in obrazne vaje za mladosten videz. Nekako mladost in staranje si nekako nasprotujeta. Smo pa vsi tega deležni, noben temu ne ubeži, je pa bolj smiselno, kako to dojemamo. Namreč staranje je čisto normalen proces in ta intrinzični ali fiziološko-kronološko staranje je gensko pogojeno, na njega ne moramo vplivati in smo ga deležni vsi. Imamo še pa tudi ekstrinzično staranje, ki pa je v bistvu posledica oziroma odraz našega življenjskega sloga. In dobra novica je, da lahko na to ekstrinzično staranje vplivamo sami, da je v naših rokah. In v tej smeri bomo danes se pogovarjali. Tako da jaz upam, da imate vi pri sebi kakšen kos papirja, kakšen svinčnik, ker bi mi to naredili kar eno delavnico iz tega, da bo tudi to predavanje koristno in da boste nekaj pozitivnega od tega odnesli. In sicer na ta list papirja si naredite 3 stolpce. V prvi stolpec bomo vpisali 7 področij, o katerih se bomo pogovarjali sproti. In vsako področje boste kar vmes zase ocenili. To bo čisto vaša individualna ocena, malo boste prevetrili svoje stanje in sicer oceno 1 si boste dali v primeru, ko recimo nič ne naredite za to dejavnost, pa bi bilo še možno nadgraditi vse do odlične ocene, ne? Če ste na tistem področju super dejavni, da ste res naredili svoj maksimum, si kar dajte eno fino 5, pa si tam v zadnjo vrstico napišite odlično, super sem. Dobro. In tako lepo, kar lepo, ko se poslušamo, vi kar lepo si zapisujte, se ocenjujte in si sproti tudi napišite idejo, kaj lahko še zase storite za svoje zdravje, za svoj lep mladostni videz. In bi kar začela z prvo pomembno dejavnost, to je spanje. Namreč, količina spanja je, kot vemo, nujno potrebna. V času spanja se vrši regeneracija telesa, vršijo se vsi procesi razstrupljanja, hormonsko ravnovesje se vzpostavlja. Tako da malo razmislite, koliko ste tega spanca deležni vi. Nekako je priporočljivo 7 ur. Najmanj 7 ur kakovostnega spanja. To pomeni, da se vmes
če le mogoče ne prebujamo in da v enem kosu se telo dejansko odpočije. Zdaj, če so težave pri spanju, mogoče malo razmislite tudi v smislu, kakšne so vaše dejavnosti pred spanjem. Namreč, če gledate televizijo, če poslušate ta naša čudovita poročila, potem vas verjetno kvečjemu malo bolj vznemirijo, kot pa uspavajo. In je smiselno malo razmisliti v primeru slabega spanca, da se ta navada opusti, da je recimo večer malo bolj v mirnih vodah, v smislu kakšnega branja, kvalitetne knjige, poslušanja glasbe, mogoče tudi meditacije. No, pa zdaj kar prosim prvo izpolnite, si oddajte oceno in mogoče zapišete kakšen dober namig, ki bi vam prišel prav pri boljšem spanju. No, druga stvar, ki je zelo pomembna za naše zdravje in za ohranjanje našega videza, je pa seveda hidracija. Veste, zdaj mogoče se sprašujete, zakaj sem začela z spanjem, z vodo in podobnimi stvarmi. Namreč, verjetno vsak pomisli, da lepota navzven izhaja samo iz nege, pa iz kremic in podobnih stvari. Ja, tudi do tega bomo prišli, ampak v prvi vrsti pa lepota žari od znotraj, zato začenjamo z takšnimi osnovnimi življenjskimi navadami, da najprej prevetimo to stanje, potem se bomo pa lotili še tistih drugih, bomo rekli, dejanj. Torej, koliko vode popijemo čez dan? Se pravi, je to nekje okrog 2 litra tekočine, je to čista voda, v to ne štejemo sladke pijače, niti gazirane napitke, ampak čisto pravo vodo, ki jo naše telo potrebuje. Se pravi, če ugotavljamo recimo, da te vode ni dovolj čez dan, da je naše telo ni dovolj hidrirano, razmislimo mogoče o tem, da si pripravimo stekleničko, ki jo bomo imeli ob sebi in bomo tako lažje kontrolirali vnos tekočine in nas bo ta steklenička tudi opominjala, da bomo vodo dejansko pili. Kajti včasih pride do situacij, ko mine kar nekaj časa, pa ugotovimo, da sploh nismo pili kakšno uro, 2, morda včasih celo 3. In potem na dušek spijemo večjo količino. Ampak kaj se dogaja takrat, kadar pijemo tako na dušek? Zelo rada dam primerjavo z zelo suho lončnico. Namreč, če boste v suho lončnico zlili kar recimo veliko količino vode, kaj se bo zgodilo? Večina bo enostavno stekla skozi in tako je tudi z našim telesom. Se pravi, naše celice, da dobijo količino pravilno vode, da so hidrirane, potrebujejo vodo večkrat po malem, po požirkih. Tako da si kar napišimo, koliko smo hidrirani in kaj lahko še naredimo, če je tega premalo. Tretja dejavnost, o kateri bi danes spregovorila, je pa seveda tudi telesna vadba. In sicer, ki zajema 3 načine vadbe. In sicer vadba za moč, vadba za mobilnost in vadba za vzdržljivost. Vadbo za moč recimo poznamo kot vadbo z lastno težo ali pa če dodamo proste uteži. Mobilnost kot tako poznamo verjetno vsi kot raztezne vaje, to pomeni, da naši sklepi delujejo v polnih amplitudah, da recimo zmoremo dvigniti roke visoko nad glavo, da zmoremo počepniti, da so naši sklepi še vedno dovolj mobilni za dobro kvaliteto našega življenja. In pa potem še tretja oblika, to je pa vzdržljivost. Vzdržljivost pa poznamo predvsem
v smislu hoje, mogoče hitrejše hoje ali teka. V glavnem, vse 3 vadbe je smiselno uvesti v naš življenjski slog, kajti s tem bomo ohranjali mišično maso, ohranjali bomo gibljivost in pa bomo seveda tudi dobro vzdržljivi. Vse to se bo pa potem tudi poznalo v našem gibu, v naši telesni drži in pa navzven. Potem tudi človek, ki je v redu gibljiv, vzdržljiv, močan, tudi izgleda bolj zdravo, lepo in je to tudi en dodaten čar. Seveda se pa isto dogaja tudi z obraznimi mišicami. Namreč vsi vemo, da je skrb za kožo v veliki meri pomembna pri odpravljanju gubic. Ne zavedamo pa se, koliko je dejansko pomembno, da kožo, ki smo ugotovili, je iz večjih plasti, kakšen vpliv ima na zunanji videz. Namreč, z leti se povešajo, vemo, mišice rok, mišice nog, zadnjice, prav tako pa se povešajo tudi mišice na obrazu in posledično se tudi poveša koža, ki je nanjo pripeta. Zato bomo tudi danes naredili nekaj osnovnih vaj, s katerimi bomo te mišice našega obraza krepili. Vsekakor je pa pomembna seveda tudi prehrana. Pa poglejmo pa zdaj malo še naše jedilnike, vsak pri sebi naj malo pomisli, na kakšen način se prehranjuje, katere prehrane je največ. Vsekakor se za zdravje in za lep videz priporoča veliko zelenjave, veliko sadja. In sicer veliko pomeni, da to ne pomeni samo solata ob kosilu, ampak da se zelenjava in sadje dodaja tudi v ostale obroke. No, pa malo kar preštudirajte, kako so vaši, recimo, zajtrki sestavljeni in kako večerje. Za kosilo sem skoraj prepričana, da je zelenjava prisotna. Nikar ne pozabimo potem seveda na zdrave maščobe in pa na kvalitetne beljakovine in izbrane ogljikove hidrate. Pri prehrani dandanes pa ni več problem količina, ampak predvsem kvaliteta. Tako da, ko izbirate hrano, ko si pripravljate svoj krožnik, svoj obrok, naj bo ta skromen, ampak ne v kvaliteti, ampak skromen v kvantiteti. Ponavadi smo preveč v izobilju, kot pa v pomanjkanju. In to izobilje nam prinaša velikokrat slabše učinke na zdravje in na kožo. Kaj bomo s tem dosegli? Pa poglejmo, recimo, če bomo bili striktni pri prehrani, če bomo zdravo se prehranjevali, bomo s tem dosegli, da bo nivo vnetja v telesu manjši. Kadar pa vnetnih procesov je malo v telesu, takrat je tudi višji nivo energije in posledično, če danes govorimo o koži, je to tudi posledica sijoča koža. Namreč vedeti moramo, da vnetje je staranje in da tudi nihanje inzulina je staranje. Tako da sladkor in enostavni ogljikovi hidrati povzročajo vnetja in se to potem zaokroži zopet v naš krog prehitrega staranja. Torej, za regeneracijo, da še enkrat ponovimo, naše celice, naše telo potrebuje aminokisline, ki jih bomo dobili s kvalitetnimi beljakovinami in pa s kvalitetnimi esencialnimi maščobnimi kislinami. Zato je taki poudarek na beljakovinah, na maščobah, vitaminih, mineralih. V tem kontekstu bi pa še omenila seveda stres, ki je
naša stalnica, to je dejansko nekaj, čemur se praktično ne moremo izogniti, lahko pa ga uspemo na čim boljše načine kontrolirati in ga nekako sprejeti, da nas ne obremenjuje preveč. Tako, zdaj smo obdelali 4 takšne uvodne točke k zdravju in k lepemu videzu, ki pa imajo en skupni povezovalec in to je naš In o tem bi spregovorila še v 5. točki, na en malo drugačen način, kot ste ga verjetno vajeni. In sicer pripravila sem en lep slajd, jaz upam, da vam je všeč. Gre za cvetoč vrt z lepimi dišečimi rožicami, ki pa ostaja v takšnem stanju le, če mu dovajamo svežo vodo, če mu omogočimo svež zrak, če za njega lepo skrbimo. In takšen je tudi naš Dokler mi za njega skrbimo, dokler mi vnašamo dobre misli, pozitivne misli, bo naš cvetel, bo naš sproščen in bo deloval pozitivno in dobro. To so rožice, si predstavljate kot pozitivne misli. Kakor hitro pa bomo v naš spustili plevel, se pravi negativizem, sporočila, ne vem, zlobnega soseda, negativne informacije iz sporočil, tako hitro pa naš in naš vrt ne bo več cvetoč. Tako da, če povežem z vsem, kar smo do zdaj govorili, bo prišlo do pravega učinka le takrat, kadar bomo imeli čist in negovan Tako da, to bi bila pa 5. točka, ki povezuje še prejšnje 4. In če smo zdaj zadovoljni z prvimi 5 točkami, bomo pa prišli zdaj resnično v ta naš 6. del, to pa je nega kože. In sicer, če pogledamo kožo, lahko seveda negujemo od zunaj in od znotraj, pa bomo najprej pogledali nego od zunaj. Tu je en lušen prikaz, kako naša koža izgleda, se pravi, sestavljena je iz povrhnjice, ustnice in podkožja. In sicer ta ustnica dermis je osrednji del kože, ki daje trdnost, elastičnost, termoregulacija se tu odvija in seveda tukaj najdemo tudi ta naša kolagenska vlakna, o katerih je bilo danes kar nekaj govora, ki z leti propadajo, jih je vedno manj. Zdrava koža je namreč plašč za celo življenje, je bariera med zunanjim in notranjim. Tako da je smiselno za njo poskrbeti v najboljši možni meri. Tu sem nam dala en lušen prikaz, kako se kolagenska vlakna skozi leta spreminjajo oziroma kako jih je vedno manj. In tudi, če pogledamo površje kože pri dobrih 20 letih, je to napeto, je sijoče in na svoj način lepo, medtem ko pa se potem čez čas ta kolagenska vlakna rečijo, vedno jih je manj in posledično se spreminja tudi videz navzven, koža valovi, smo malo bolj gubasti in smo pač podvrženi procesu staranja. Definitivno pa lahko na nek način to ublažimo, mogoče malo to staranje zamaknemo z nego od zunaj in od znotraj. Namreč kolagen, kot smo že omenili, je 30% vseh telesnih beljakovin in je v 70% volumna naše kože. Je, se pravi, osnovni gradnik in zelo pomemben. Zato je smiselno, da ga
tudi dodajamo oziroma da dodajamo snovi, ki pospešujejo oziroma omogočajo izgradnje kolagena v telesu. V tem seveda nam pride v veliko pomoč GLEN-UP. Torej, GLEN-UP je hidroliziran kolagen in sicer v enem odmerku smo rekli, imamo 10 gramov hidroliziranega kolagena in pa en kup dobrih antioksidantov, kot so alfa-lipoična kislina, koencim Q10, vitamin E, karotenoide. Ne smemo pa pozabiti še na eno čudovito učinkovino in sicer hialuronsko kislino. Se pravi, odličen vlažilec, ki bo našo kožo še dodatno napel, jo navlažil in posledično nam dal še ta GLAM-UP efekt, z vsemi učinkovinami, ki so v GLAM-UPu prisotne. GLAM-UP v osnovi pa ne vsebuje vitamina C, zato ga dodajamo še dodatno v obliki, najbolj priporočen v obliki C1000 oziroma v Liquid C, če smo bolj zainteresirani za tekočo obliko. In sicer namreč vitamin C skupaj z beljakovinami pomaga graditi kolagenska vlakna. Če ne uspemo tega v dovoljšni meri zagotoviti z zelenjavo, z sadjem, si pomagamo še z prehranskimi dopolnili. Se pravi, dodajamo lahko GLEN-UP, temu dodajamo vitamin C, če pa želimo še nadgraditi, da želimo še bolj podpreti lase in nohte, dodamo še beauty formulo. Tu bomo potem dodali še v telo silicij, cink, jod, vitamine B, vitamine A in pa potem še rastlinske dodatke iz njivske presice in velike koprive. Tako, zdaj smo pogledali še, ne pozabimo seveda še na omega-3 maščobe in pa iz tega bi omenila še omega-6 maščobno kislino in sicer to našo nočno frajlo. Zelo zanimiv izdelek in sicer te kapsule je možno namreč tudi predreti na ta način, da iztisnemo olje na dlan in si namažemo lepo obraz. In sicer svetlinovo olje namreč zadržuje vlago v koži in upočasnjuje staranje in preprečuje nastanek gub. Jaz sem se danes namazala, se vidi. Lahko ga pijemo, je pa super res za nego kože tudi od zunaj. Maja nam je dodala še čudovite, lepe srčke, hvala lepa. Odlično. Tako, zdaj smo pa že pripravljeni. Jaz upam, da smo. Še preden začnemo z vajami, bi vas prosila, da si malo čisto vzamete minutko časa, pregledate svoje zapiske, kaj ste ugotovili, ali ste bolj proti nižji oceni, ste bolj proti visoki oceni, v bistvu to sploh ni pomembno. Ok, da še zaključim tisti del, ki smo ga prej naredili skupaj. Predlagam, da potem, ko bomo zaključili z webinarjem, vzamete 3 barvice, rdečo, zeleno in rumeno, isto kot na semaforju, pa si potem počrtajte zeleno, vse tisto, kar ste zadovoljni, kar počnete v življenju, si kar lepo pogumno nagradite za zeleno. Če ste nekje tam med 3 in 4, si označite z rumeno, če pa je res kaj takšnega, kar še ne počnete, pa dajmo še z rdečo, toliko, da bomo mogoče še malo bolj razmislili, pa konkretno nekaj naredili še en korak do našega zdravja več. Dobro? Ok, super. Vidim, da kimate, da se strinjate. Gospa Cilka že vadi, vidim, ona je že kar v elementu, kar je super.
In sicer, naredili bomo namreč 3 vaje, začeli bomo v predelu oči, tako da bomo krepili očesne mišice, potem bomo se prestavili na drugo vajo, kjer bomo delali območje od, se pravi, ta osrednji del obraza in pa brado. V tretji vaji se bomo pa posvetili predvsem preprečevanju podbradka, tako, ja, vidite, smešno zgledam, ne? To bomo vsi danes gledali tako, ampak je pa tudi tako, da bomo tudi zaprli oči, tako da se bomo posvetili, ne bomo se gledali en drugega, ampak se bomo res posvetili mišicam obraza. Se pravi, jaz bom vmes govorila, vas vodila pri tem, kar počnemo, vi pa se probajte čim bolj skoncentrirati na tiste mišice, o katerih bo govora. Kar pa je pomembno, pa je, da pri tem ne mrščite obraza. Se pravi, ko bomo določene mišice aktivirali, pazite, da ne nastajajo tu dodatne gubice, vas bom jaz opozorila, tako da brez skrbi. V glavnem, pri aktivaciji pomeni, da ne delamo grimas, ampak da aktiviramo mišice, medtem pa ne mrščimo obraza. Bomo probali, vse bo šlo. Ok, pa kar gremo. Roke položite se pravi, tako kot je vidno na sliki verjetno boljše vidite, in odprite kar komolce daleč narazen, kolikor gre. In jaz bom vmes govorila, tako, zdaj pa s pritiskom potisnite na temena, tako, in pritisk usmerite rahlo navzgor in nazaj, tako, kot da bi hoteli narediti te mačje oči. Zdaj pa zaprite oči, pa boste začutili ta pritisk, ki ga ustvarjajo mišice v obe smeri. Pri tem pazimo, da ne mrščimo, da je lepo med obrvmi, lepo ravno. Ostale mišice so sproščene, to pomeni sprostimo vrat, sprostimo ramena. Ok. Super, in se sprostimo, odpremo oči, ok, se pogledamo, v redu, kako se počutimo, smo čutili to napetost, smo, ok, dobro, gremo še enkrat, 3-krat bomo vsako vajo naredili, v redu, gremo, roke na glavo, pritisnemo dlani ob glavo, nato rahlo gor in nazaj. Čutimo rahel lifting v predelu oči. Ostale mišice so sproščene, sprostimo vrat, ramena. Tako, komolce odpremo, obrnemo navzgor. Tako, malo se poravnamo, ko sedimo, enakomerno dihamo. Glava je lepo v centru. In popustimo. Bravo! Bravo, zelo dobro, super, odlično, lepo vam gre, me veseli, odlično. Zdaj smo že pravi eksperti v tem, tako da komod ponovimo še tretjič, ne? Ok, gremo, štartamo še tretjič, roke na glavo, pritisnemo, pomalo navzgor, rahlo nazaj in držimo. Držimo, čutimo rahel lifting. Vrat je sproščen, ramena sproščena, tako, poravnamo, lepo dihamo, sproščeno, uživamo pri tej vaji, super, tako, in popustimo. V redu, bravo, čudovito zgledate. Tako se mi zdite malo sproščeni, ste? Lepo, bravo, tako, zdaj smo naredili eno čudovito vajo, ki krepi to okroglo mišico okrog oči in je priporočljivo kar izvajati vsak dan. Najboljše je te vaje izvajati zjutraj, takrat se potem malo telo prebudi, se dvigne energija, misli se lepo uravnovesijo in lahko tako fino zaštartamo v nov dan. Ok? Pa gremo kar na drugo vajo. Drugo vajo bomo pa naredili ta dvig obraznih mišic in sicer revitalizirali bomo vso kožo
tega dela obraza pa vratu. Prav? In sicer, ta izraz O je taki, da naredimo črko O. In sicer, kar začnemo. Naredimo dolg in naraven O, sproščeno, čutimo, kako se mišice raztezajo. Tu od ušes dol čutite, ne? Eno tako močno raztezanje. Ja, O, kar lepo naredimo in zapremo oči. Zapremo oči, čutimo mišice. Tako. Zdaj potegnimo zgornjo in spodnjo ustnico čez zobe. Kar čez zobe potisnemo. Tako, ok. V redu, super. To. Zdaj pa zadržimo, usta so pri tem še zmeraj odprta. Bravo. In sedaj pa čisto rahlo privzdignite ličnice, kot da bi se želeli nasmejati. Pri tem ne delamo gubico okrog oči, ampak samo dvignemo ličnice, zadržimo, držimo. Super nam gre, odlično. Gremo še 4, 3, 2 in popustimo. Bravo. In je, kakšen je občutek? Čutimo, ne? Super, v redu. Odlično. Gremo še enkrat. Torej, kar odpremo usta, naredimo taki dolgi O, obrnemo zgornjo in spodnjo ustnico čez zobe. Tako, čutimo tudi na vratu raztezanje. Tako, delamo dolgi O in privzdignemo ličnice. Tako, držimo. In O, in se pravi ustnice čez zobe in privzdignemo ličnice. Tako. Pri tem pazimo, da ne mrščimo in ne nadelamo nobenih gubic okrog oči. Super vam gre, jaz vas vidim odlično, tako lepo sproščeno, še 3-krat zadihamo. Vdih in izdih, vdih in izdih. Tako, sprostimo obraz, pogledamo, tako, ok. Čutimo, ne, obraz se prekrvavi, ličnice so tako kar malo bolj napete, ne, in, gospa Cilka vidim, da še vadi, ja, dobro ji gre, odlično, super, in gremo, zdaj pa čisto samostojno, zelo še tretjič, se pravi, odpremo usta, O, potisnemo, se pravi, zgornjo in spodnjo ustnico čez zobe, tako čutimo raztezanje obraznih mišic in zapremo oči in dvignemo ličnice. Privzdignemo ličnice in držimo to stanje nekaj časa. Tako, držimo. Mišica postaja s tem vzdržljiva, je aktivirana, v bistvu delamo en taki lift, kot da bi se malo polikali. Tako, ok, na obrazu naj ne bo nobenih gubic med to vajo in še gremo 3, 2, 1 in sprostimo. Ok, bravo, super, čestitam. Narejena je zdaj že druga vaja, odlično, tako, in preostane nam še tretja. In sicer, s tretjo bomo tonirali in krepili mišice brade in vratu. Se pravi, ali da preprečimo, da se nam tu bo koža povesla, ta tonus, oziroma da ga izboljšamo, če že opažamo rahle spremembe. Tako. Ta bo pa z zvokom E. In sicer rahlo odpremo usta, kot da se želimo nasmejati in naredimo črko E. Tako, ok, jaz vas zdaj sicer ne moram slišati, ko vi kar izrečete E in potisnite spodnjo ustnico čez spodnje zobe. Tako, pazimo, tu bo vaja za čeljust, tako da temu primerno, kolikor zmorete, koliko so zdaj te mišice močne, tako, lepo pritisnemo, tako, držimo in ko pridemo do te točke, še vzdignemo. Tako, še više gor in čutimo raztezanje po vratu. Odlično. Tako, držimo. Ok, 4, 3, 2 in popustiš. Ok, smo čutili mišice pod vratom? Dobro. Ok, v redu, dajmo še enkrat, ponovimo, se pravi, gremo. Odpremo usta, nasmešek in črka E. Potegnemo spodnjo ustnico čez spodnje zobe in potisnemo čeljust daleč naprej, kolikor gre.
lepo pod kontrolo. Ko pridemo do zadnje točke, potisnemo še navzgor. Tako da polno aktiviramo do konca, se pravi ta naš podbradni del, vratni del in zadržimo, držimo. Tako, pri tem sproščeno dihamo. Super nam gre in popustimo. Odlično. Super, super. Čaka nas še zadnja, se pravi še zadnja ponovitev. Malo razmigamo, čutimo, ne? Zdaj, ko prvič delamo to vajo, je kar malo naporna. Je res, ne? Ker nismo navajeni na ta način. Tako da gremo še zadnjič in smo naredili vse za naš obraz za enkrat. Prav? Ok, gremo na smešek. In tako spodnja ustnica čez spodnje zobe, potisnemo naprej, tako, potiskamo in privzdignemo. Tako. Še privzdignemo, aktiviramo vratne mišice, podbradek, tako, zadržimo, sproščeno dihamo in popustimo. Tako, zdaj bom pa jaz vam ploskala. Bravo. Odlično, super. Super. Upam, da imate zdaj en tak svež občutek, da jaz odkar delam te vaje, moram povedati, da včasih kar avtomatsko me to sprosti, ko kar moram določene vaje naredim kar vmes med vožnjo v avto, tako da, če me kdo gleda, si misli, ampak pomaga, se da tudi kakšna vaja tako mimogrede narediti in se sprostijo mišice in tudi razpoloženje se izboljša, ko sprostimo mišice obraza. Tako da jaz bi se vam lepo zahvalila za vso vašo pozornost, za vašo čudovito družbo. Res vas je bilo lepo videti. In hvala, da ste vadili z mano.